Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Spoštovani poslušalci, dobro jutro, lepo zdrav v današnji svetovalnici, ki se bo obračala v 15. oktober, dan bele palice je bil takrat in s tem bo povezana tudi tematika naše oddaje, v kateri lepo pozdravljamo oftalmologinjo Silvijo Delfin. Dobro jutro. Dober dan. Ja, dober dan za tiste, ki ste že prej vstali. Skratka, danes bomo spregovorili o slepoti, o tem, kako se srečevati z njo, tudi slabovidnosti. Pravzaprav je to tematika, recimo povezava besed rehabilitacija slepih in slabovidnih, morda pri laikih vzbudi en velik vprašaj. Kajti, ko je nekdo slep, si predstavljamo, da pravzaprav je to. Kako lahko potem govorimo o rehabilitaciji? Ne, sigurno ni to. Pri nas se rehabilitacija, za otroke pa habilitacija, izvaja v Nacionalnem centru za slepe in slabovidne, ki deluje znotraj očesne klinike, ki pa je del kliničnega centra. Tam se za to rehabilitacijo ukvarja tako oftalmolog, torej očesni zdravnik, tiflopedagog, ki pa je učitelj za slepe in slabovidne, socialni delavec in psiholog. Torej en cel tim. Celoten tim predstavi in razne pripomočke, tako optične, to so razne lupe, teleskopi, tako elektronske kot navadne, kot tudi neoptične pripomočke, to so recimo bele palice, kakšen brajeva vrstica, brajev stroj pa tako naprej, računalniki in podobno. Skušamo podpreti tako osebo kot celotno njegovo družino iz vseh vidikov. Torej in svetovati glede socialnih pravic, obveščati glede možnosti zaposlitve, podpreti psihološko. Za otroke se izvaja tudi psihološka diagnostika, torej neka, kako bi rekla, standardna diagnostika za otroke s slepoto in slabovidnostjo, se pri otrocih torej, izvaja malo drugače kot pri videčih, kar se potem je najlažje, da se to pač izvede pri nas v centru. In seveda tiflopedagogi. Ja, kdo so to? Tiflopedagogi pa, kot že rečeno, gre za torej učitelje za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Njihov cilj je pa nekako omogočiti čim večjo samostojnost v vseh aspektih življenja. Na začetku, torej, ko so otroci še zelo majhni, svetujejo staršem, kako najboljše stimulirati otrokov razvoj. V šolskem času so oni tej, ki obiskujejo otroke s slepoto in slabovidnostjo v svojih matičnih šolah, in tako učijo otroke strategije, kako slediti poukom kljub slepoti ali slabovidnosti, in prav tako svetujejo tudi učiteljem, kako poučevati otroka s slepoto oziroma slabovidnostjo. Učijo jih tudi vsakodnevne veščine, od orientacije po šoli, v njihovi okolici, kako domača opravila opraviti, kako se obleči, stuširati, vse neke take stvari, ki so morda komu drugemu samoumevne. Tiflopedagog pa dobro ve, s kakšnimi ovirami se srečuje slep človek oziroma slaboviden in lahko pri tem pomaga konkretno, s konkretnimi nasveti, se pravi nekaj časa spremlja to osebo, je z njim. Tako, točno tako. Torej, v sklopu šolanja so to tiflopedagogi, ki so mobilni tiflopedagogi s strani centra IRIS. Kot rečeno, obiskujejo vse šole v Sloveniji, kjer je potreba, torej kjer se nahaja otrok s slepoto in slabovidnostjo. Kasneje pa po šolskem obdobju pa so to naši tiflopedagogi, ki so pa zaposleni v centru za rehabilitacijo slepih in slabovidnih na očesni kliniki, ki pa grejo
prav tako domov k vsaki osebi, če je potrebno. S študenti se od meseca junija naprej, s študenti, ki se iz kakšnega perifernega kraja selijo recimo v Ljubljano, od meseca julija se že učijo orientacijo od novega stanovanja do fakultete, prilagajajo novo stanovanje in tako naprej, tako da so res za 1. oktobrom čim bolj samostojni. Verjetno pa jaz si predstavljam razlika pri tej, če se vrneva k rehabilitaciji, odvisno od tega, kakšen je vzrok za slepoto, če je človek recimo slep od rojstva ali če zaradi neke nesreče oslepi. Seveda. To, da ima nekdo že kakšne vidne izkušnje oziroma da ima neke predstave, je potem rehabilitacija malo drugačna, kot če nekdo rojen slep, ker se pa mora absolutno vseh veščin učiti preko slepote. Najbolj pogosti vzroki sicer pri odraslih so starostna degeneracija, rumene pege, sladkorna bolezen, pri otrocih pa so na žalost pogosto povezani s kakšnimi drugimi sistemskimi obolenji. Torej, večina otrok, ki se vodi pri nas, ima kakšne bodisi genetske okvare ali pa nevrološke bolezni, metabolne bolezni, torej slepota ali pa slabovidnost je le del simptomov oziroma težav, ki jih imajo. Nekaj, kar spremlja otroka ob drugih težavah. Ne? Tako. In kako se opredeli slabovidnost? Torej, po mednarodni definiciji gre za 5 kategorij. Prva pa druga sta slabovidnost. Torej, gre za vidno ostrino, ki je za 30% ali pa manj, ali pa pomembno zoženo vidno polje na nekako centralnih 20 stopinj. Medtem ko pa slepota so pa 3., 4. pa 5. kategorija. Tukaj bi pa rada poudarila, da le 5. kategorija je tista za popolno temo. Torej, 3. pa 4. kategorija imajo neke ostanke vida. 3. kategorija je 5% vidna ostrina ali pa manj, ali pa zoženo vidno polje na 10 stopinj, medtem ko pa 4. kategorija je to, da zaznajo svetlobo. Pa še to, torej omenila sem širino vidnega polja. Nekateri vidijo samo centralnih 5 ali pa 10 stopinj, ampak znotraj teh centralnih 5 ali 10 stopinj lahko vidijo tudi zelo majhne detajle. Torej, lahko vidno ostrina tudi ostro. Zelo ostra, vendar samo zožena na zelo ozko vidno polje. Torej, lahko morda vidite nekoga, ki se znajde v prostoru, ki ima nek občutek, kaj se dogaja okoli njega, pa je kljub temu slep. To je dobro vedeti, ne? Ker tako. Se potem vprašamo, kaj se pravzaprav dogaja, ker mi videči, ko zapremo oči in je tema, se ne bomo znašli. Točno to, ja. Tako, zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, če bi želeli sodelovati, spoštovani poslušalci, se lahko priključite 01 512 10 00 je telefonska številka, lahko pišete na svetovalnica@ognjisce.si. Z nami torej oftalmologinja Silvija Delfin, govorimo o rehabilitaciji slepih in slabovidnih. Omenili ste že tudi različne pripomočke, verjetno je tu napredek v zadnjih, ne vem, recimo 10-15 letih kar hiter. Sigurno je hiter. Zelo veliko je tudi na pametnih telefonih, na aplikacijah pametnih telefonov in tukaj upamo, da se bo tudi še naprej razvijalo. Kakšen je recimo najpogostejši pripomoček, ki danes olajša življenje slepemu ali slabovidnemu? Torej, že samo lupa, ki jo imamo vsi v naših mobitelih, pa tudi to, da si lahko zamenjamo kontraste v mobitelih, to, da si torej, namesto črnega teksta na beli podlagi, nekaterim bolj ustreza temna podlaga z svetlim tekstom, ali pa tudi rumena podlaga z modrim tekstom, ali pa vse možne kombinacije. Odvisno od kontrastov, s katerim najlažje vidijo. To, da si lahko povečamo črke na mobitelu, to, da lahko mobitelu govorno, torej z glasom povemo, koga naj pokliče, kakšni torej maps
variante na mobitelih, tudi ki vodijo, so zelo koristne. Se pravi, govorijo, ne? Govorijo, ja. Pa seveda čisto navaden fotografiranje kakšnega izdelka pa povečava. Torej, neke aplikacije, ki jih recimo imamo čisto vsi v mobitelih, pridejo tudi osebam s slepoto in slabovidnostjo zelo prav. Doma ti pripomočki na računalniku za pisanje? Seveda so od tipkovnic, ki so bolj ojačane, do tega bralca, zaslona, torej govorno lahko spremlja, kaj se nahaja na zaslonu, raznih sistemov, ki lahko berejo kakšen tiskan tekst, pa tako naprej. Ja, torej možnosti veliko, seveda pa je treba se s temi seznaniti, se jih naučiti uporabljati. Tu pride spet v vlogi tiflopedagoga. Tako, tiflopedagogi so te, ki najbolj poučujejo. Tako. Jutranjo svetovalnico na Radiu Ognjišče spremljate. Danes o slepoti govorimo ob dnevu bele palice, ki je bil predvčerajšnjim v nedeljo. Z nami pa prvi poslušalec, gospod Robert, dober dan. Borut, se opravičujem, lep pozdrav. Aha, dober dan. Dober dan. Glejte, jaz v bistvu kličem v zvezi z mojo mamo, ne. Imam mamo, ki na eno oko samo slabo zaznava svetlobo, na drugo oko je nekje 15% vidno zaradi rumene pege in hodi pač periodično na stabilizacijo, na injekcije na očesno kliniko. Ja. Tisto, kar mene zanima, je ali je ona upravičena do kakšnega statusa in prek tega, ki bi se lahko pozanimali za tele digitalne lupe, da bi omogočil sam, ker nekaj mora še ostati od življenjskih funkcij, zaenkrat se je samo oskrbna še. In zelo rada bere in seveda bi rada še kaj prebrala, ne? Ja, razumemo, ne? Hvala za vprašanje. Torej, če sem pravilno razumela, na enem očesu je zazna samo svetlobo, na drugem očesu pa je 15-16%, kaj ne? Tako. Okay, torej, ja, v takem primeru sodi med slabovidne v prvo kategorijo in je upravičena do pripomočkov in do rehabilitacije. Tako da v bistvu zdravnik, oftalmolog, ki jo spremlja, jo lahko napoti v Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih na očesni kliniki, kjer bo dobila tako pripomočke kot informacije glede kakih socialnih transferjev, ki pripadajo in tako naprej. Se pravi, se obrne kar... Vaš očesni zdravnik... Mislim, očesni zdravnik vaše mame, oftalmolog vaše mame, izda napotnico za Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Najlepša vam hvala. Ni zakaj. Tudi vam za vprašanje, gospod Borut, je bil to. Če ima še kdo kakšno vprašanje, lepo vabljen, 01 512 10 00. Ja, ta degeneracija sive mrene je kar pogosta zadeva pri starejših predvsem, kaj ne? Tako, starostna degeneracija rumene pege. Rumene, ja, pardon. Tako, je nažalost trenutno najbolj pogosti razlog za slabšanje vida pri starejši populaciji. Torej, po eni strani je medicina toliko napredovala, da doživimo vse starejšo in starejšo starost, po drugi strani pa se nam prikažejo kakšne take bolezni, s katerimi v preteklosti nismo imeli toliko pravka. Na srečo zdaj obstaja možnost terapije z injekcijami, ampak kljub temu, kot rečeno, v odrasli populaciji oziroma med starostniki je to najbolj pogosti razlog za slabovidnost. Gospa Anica, dobro jutro, dober dan. Ja, dobro jutro, dober dan. V Kopru smo, ne? Ja, izvolite.
imela bi vprašanje, kdaj dati sivo mreno operirati, oziroma zakaj je ta starostna, tako visoka stopnja starosti, kot je pri 80 ali pa po 70 letu operirajo sivo mreno. Namreč vem, da si je pač moj sorodnik dal operirati sivo mreno, plačal sam in je s tem pač si olajšal tudi življenje. Jaz sem govorila z doktorico, ampak pravi, da nisem še upravičena. Kako to dobiti, mislim, kako to, da ne operirajo, da nam življenje izboljšajo, še mlajšim ljudem, ne potem, ko si star 80 let. Tako, pri operaciji sive mrene pa ne gre za upravičenost. Torej, ni vezano na starost, vezano je na stanje. Torej, seveda se v Sloveniji operira siva mrena tudi na napotnico. Odvisno pa je od tega, koliko vi vidite kljub sivi mreni in kakšne težave imate s tem. Pravzaprav gre za precej individualni pristop. Najbolj pomembno je to, kar pacient reče, torej, ne vem, nekdo lahko vidi 80%, pa se mu ob tem zelo blešči, ima velike težave, pa se oftalmolog prej odloči za operacijo, nekdo drug pa bo videl tudi manj, mogoče 60%, pa sam ne bo opažal nekih večjih težav, tam pa bomo tudi počakali. Se pravi, ni povezano z leti? Ni povezano z starostjo, ne gre za opravičenost glede na starost, gre za smiselnost, bi rekla. Glede na vidnost strino, glede na potrebe vsakega posameznika in glede na, seveda, na ugotovitve, to, kar zdravnik vidi, ko pogleda v mikroskop. Mogoče bo nekdo rekel, da zelo slabo vidi, pa bo zdravnik ugotovil, da siva mrena sploh ni prisotna oziroma da je zelo blaga in da ni razlog za slabši vid, kar pa potem tudi ni smiselno operirati. Še eno vprašanje bi imela. Zakaj se mi tako blešči, naprimer, ko grem proti soncu, oziroma niti očal ne morem imeti za sonce, ker ne vidim, enostavno potem ne vidim, če imam pač kapo oziroma šilt od spredaj, takrat vidim naprej, bi lahko imela tudi očala za sonce, ampak drugače pa sploh mi ne pridejo očala upoštev, enostavno ne vidim, kadar sem na soncu. Kaj je to vzrok? Različni vzroki so lahko, od suhega očesa do cilindrov, torej da imate astigmatizem, tako dioptrijo, do morda res malo sive mrene, do kakšnih sprememb na očesnem ozadju. Vzroki so lahko zelo, zelo različni. Potreben bi bil pregled. Sivo mreno vem, da imam, ker mi je zdravnica pač povedala. Že povedala. No, možno je, da nisem upravičena še do operacije, ne? Se pravim, ne gre se za upravičenost, gre se za to, koliko se potem ugotovi, da bi vam dejansko ta operacija koristila. A veste, če ni zelo gosta, če ta leča ni zelo, kako bi rekla, zamotnjena, potem pa tudi operacija ne bo veliko koristila. Ne bo velike razlike. Ne? Tako. Gospa Anica, hvala lepa in lepo zdrav Koper. Takole bližamo se počasi koncu oddaje, še kakšno vprašanje lahko sprejmemo, sicer pa te starostne degeneracije, kot pravite, so najpogostejše in takrat se človek verjetno morda celo prvič obrne po pomoč na očesno kliniko. Kako hitro pa lahko napreduje taka degeneracija? Čisto različno. Pri nekaterih se opazijo kakšne manjše spremembe, pa so potem lahko tudi leta stabilne, pri drugih pa lahko zelo hitro napreduje. Obstajajo dve oblike, suha pa vlažna. Na vlažno lahko vplivamo z temi injekcijami, torej s terapijo, na suho pa zaenkrat ne. So vitaminski dodatki pa tako naprej, vendar da bi pa bilo kako prav konkretno zdravilo zaenkrat. Ga ni in pravzaprav potem vodi v slepoto oziroma slabovidnost. Ni nujno, odvisno koliko napreduje, v katerem delu mrežice. Se lahko ustavi tudi. Lahko se tudi ustavi, ja. Tako, in če sva bila zdaj pri starejših, še k mlajšim, ki rastejo skupaj z zasloni in so pred njimi zelo pogosto, kar se pa poleg ostalih stvari opazi oziroma je posledica tudi pri vidu. Tako.
Ja, opazili smo zelo veliko spremembo v trendu, tako v zdravju očesa, kot tudi v naših navadah. Torej, če so moje generacije bile cele dneve zunaj, so današnje generacije cele dneve pred zasloni. Podatke, ki jih dobivamo od pacientov, so grozni, več ur vsak dan na mobitelih, na tablicah, na računalnikih, kar pa je definitivno velik vzrok za porast miopije, kar pa posledično dolgoročno lahko povleče za sabo veliko očesnih bolezni. Tako da definitivno bi svetovala vsem staršem, naj čim več omejijo delo za ekranih, za zaslonih. Seveda šolsko delo je šolsko delo, tukaj ne bomo omejevali, vendar za kako dodatno zabavo pa je veliko bolj zdravo, če so zunaj. No, sej, verjetno tudi nekaj minut in kakšna ura nima takšnega vpliva, ko pa je to, kot pravite, ure in ure na dan in tako, se to sešteva. Odvisno tudi od starosti. Ja. Imeli smo tudi enoletnike, dvoletnike, ki gledajo v mobitele, kar pa do 2. leta nimajo kaj gledati v ekrane. Tako da, ja, tudi Združenje pediatrov je izdalo eno tako zelo koristno, informativno zloženko, ki je dosegljiva tudi na internetu, ampak ja, do 2. leta starosti sploh ne priporočamo zaslonov. Potem pa ja, seveda, kakšna risanka ne bo škodila. Oftalmologi govorite celo o neki epidemiji kratkovidnosti, ne? Tako, predvideva se, da do leta 2050 bo 90% populacije imelo miopijo, torej kratkovidnost. Ja, še en klic imamo, pravi Jakob. Gospa Vida, lepo zdrav. Ja, dober dan. Dober dan. Jaz vas bi rada vprašala, tako pri očeh včasih začutam eno blazno utrujenost, naprimer zjutraj se zbudim, imam še vedno utrujene oči. In tako včasih začutam eno bolečino skozi desno oko, tako kot bi mi šlo skozi oko, jaz vam ne znam niti tega prav povedati, ampak tako kot eno globoko bolečino. Seveda bi bil potreben... Ampak tako vsake toliko časa, ne zdaj vsak dan, ampak tiste utrujene oči pa kar nekaj časa. Seveda bi bil potreben pregled, ampak zveni, kot da bi lahko šlo za suho oko. Torej, na naši očesni površini se ves čas, kako bi rekla, nahajajo solze, ki očesno površino tudi hranijo in vlažijo. Ta občutek utrujenosti in težkih oči pa gre lahko v sklop suhega očesa. Kako si pomagati? Kake umetne solze, tudi nega vek, nega vek je tudi zelo pomembna, zaradi tega, ker vzdržuje naš solzni film, torej suho gretje pa toaleta vek. Kaj bi to bilo toaleta vek, jaz to še nikoli nisem slišala. Niste nikoli, ja. Obstajajo različne možnosti. Torej, tista najbolj enostavna, ki jo večini priporočamo, je najprej suho gretje, torej da se recimo en robec polika, tako da je robec suh, ampak topu pa se ga da na oči za 10-15 minut. Tukaj moram reči, da sem slišala ljudi za veliko domišljije. Eni si dajo robec, eni si dajo skuhan riž, eni si dajo prekuhana jajca, tako da marsikaj zanimivega sem slišala. Ampak tako, jaz bi... Da ima malo mase, da je to neki čas, ker 15 minut se robček najbolj zelo hitro shladi. Res, ja, lahko so tudi tisti gelasti polštrčki, ki se pa kupijo v lekarni. Ja, tudi možnost. No, potem enkrat, ko so pa veke segrete in se malo tudi vse te pore razprejo, se pa lahko tudi s tistimi palčkami za ušesa čisto nežno počisti tam, kjer rastejo trepalnice. In to bi bila potem ta toaleta vek. Seveda v lekarni obstajajo tudi različni robčki, ki lahko nadomestijo tako gretje kot tudi palčke, ampak tako za eno domačo uporabo bi jaz svetovala tako. Prelikane robčke pa palčke za ušesa. To pa, torej, ta palčka mora biti suha. Suha, ja. In po notranjosti očesa ali po zunanjosti? Točno tam, kjer rastejo, po veki točno tam, kjer rastejo trepalnice. Ker tam se ne potem... po očesu, ja. Tako, ne po očesu.
Aha, zato, ker včasih imamo tudi namazane oči z raznimi šminkami, s špiralami, ne, in to potem najbrž tudi deluje na oči, ne. Seveda. Okay. No, pa smo vsi izvedeli nekaj novega. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Lep pozdrav, gospa Vida. Tako. Ja, gospa Silvija Delfin, počasi, kot rečeno, sklepamo. Veliko zanimivega smo izvedeli in začela pa sva o rehabilitaciji. No, verjetno se ta tudi spreminja. Zdajle smo šli iz starostne dobe k mladostnikom. Ko sprejmete recimo otroka in ga spremljate potem skozi njegov razvoj, se verjetno to spremljanje zelo razlikuje, ne? Tako, seveda. Rehabilitacija oziroma habilitacija dojenčka, kjer predvsem je osredotočeno na to, da glede na klinične ugotovitve, glede na to, kar vidimo na očesu, nekako poskusimo predstaviti staršem, kako predvidevamo, kako predvidevamo, da bo otrok videl, in jim svetujemo in glede socialnih pravic in glede tega, kako najlažje stimulirati otrokov razvoj in tako naprej. Kasneje, ko se otrok že malo hodi naokoli, seveda so v spredju druge stvari. Enkrat, ko so otroci v šoli, pridajo morda bolj v spredje tej optični pripomočki, prilagajanje na šolsko okolje in tako naprej. In potem pa postopoma vse več pridobivanja neke samostojnosti. Ja, vsekakor je dobro, da se lahko otrok in starši na nekoga obrnejo. Seveda, da vejo, da smo tam od starosti 0 zavedno do 100 plus in da, ja. Da lahko računa na pomoč. Tako. Še zadnji klic bova sprejela, gospa Zinka, pozdravljeni. Pozdravljeni, lep pozdrav, lepe na svete smo slišali ure, ampak jaz pa imam še enega. Izvolite. Imate na svet? Aha. Ja, tako. Dobro, odlično. Za suhe oči. Moja mama ima 88 let in je probala vse živo, vse kapljice in ne vem kakve vse pripomočke za suhe oči in nič ni prijelo. In potem je enkrat rekel en okulist, doktor za oči, da naj z morsko vodo si oči spira. In ona to počne in problemov ni več. Morska voda. Morska voda, enostavno morska voda, lahko si prineseš domov 2-3 litre, se tega dosti ne porabiš in potem pa s tem se spira in je brez problema. Kaj pravite? Zanimivo. Ja, dokler je morska voda zelo čista, čeprav je tudi zelo slana, kar lahko povzroča druge težave, ampak glejte. Ja, glejte, tako je, operirala je že sivo mreno, tako da to je zelo dobro uspelo in potem so bili še večji problemi s suhimi očmi in tudi to bleščanje in tako. In si je s tem pomagala, z morsko vodo? S tem pomagala in še vedno ti pomaga, dokler ona to dobro ve in tako in to rada počne in to skoraj vsako jutro si potem spere ali pa zvečer, kadar. Prav noter v oči ali okolico? Ja. Noter v oči. Pa jo nič ne peče? Ne. No. Tudi to je, da ona lahko tudi v morju gleda. Ne, mislim. Odpre oči pod vodo. V morju gleda plavo. No, to pa je tudi res vsak ne more. Gospa Zinka, hvala lepa. Zdaj bo gneča na primorski avtocesti še večja. No, za šalo. Tako, vsak človek je svet zase, ne? Tako. In tudi vsak poišče svojo rešitev, seveda pa, kot rečeno, pri tem pomagate tudi strokovnjaki. Hvala za to, hvala tudi za vaše sodelovanje danes. Z veseljem. In vse dobro vam in vašim kolegom na Očesni kliniki. Najlepša hvala. Srečno. Nasvidenja. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.